Dober dan! Sam da se jaz malo razkomotam. Prvo, kar moram pohvaliti Raleta, oprav mi je avto. Mislim, tukaj je bil že umazan, da mi je prav neroden. Odpravila se bom v en tak postkarantenski shopping, rabam nekaj takih gospodinskih stvari, kakor je, ne vem, mehčavc pa ti za posodo prati. Potem bi šla rada pogledat malo kakšno poletno kolekcijo. Zdajle sem toliko online nakupovala, da se je super, imaš ful dober pregled, lahko nakupuješ kadarkoli. Samo fizične trgovine so pa fizične trgovine, videti stvari v živo, tisto občutek, ko ti da vrečko, ko mi čakam. Tako da ja, bomo šle malo pogledat Aleja, Miller, v Kiku sem zadnjič videla tak za ene fulušne stvari, pa ne vem, bomo sprot videli, kam nas bo odnesla pot. Tako da jaz sem vas danes mislila vzeti s sabo, upam, da bi šle oziroma lepo vabljene, pa kar štartamo, ker je vroče v avtu, moram čim priti okna ven, ker ja, poletje prihaja in vročina v avtu, s tem vročina v avtu. Tako da, evo noč, šibamo. Prispela v Alejo, sem na H04, pomemben podatek, da ne bom potem spet iskala avto, ker se mi dostkrat zgodi. Zdaj pa evo, najprej te gospodinske stvari, mehčavc, prašok, za perilo prat. Ni vhoda, gremo okoli. Zdaj so to tako ločili, da boste videli. Pa za vse tiste Aleja, mogoče, ki ne poznate, to je nov shopping center oziroma nov, glih zdaj praznuje 1 leto, v Ljubljani. Meni je cool zato, ker je blizu tukaj, kaj jaz živim, pa tako nekaj novega. Čeprav City Park je pa še vedno City Park, vsem grem rada tudi v njega. Tako da, evo, zdaj prva postanka Miller. Rabam tudi tole, ustno vodico mi jo je zmanjkalo, jaz imam še najraje od tele znamke Lizarin, ali kako se to izgovori. Sam nikoli ne vem, kjer okus, mogoče bi tokrat tegale, pa dajmo probati. Vedno prav pride tudi tole, za kakšno dlačico nadležno, sploh zdajle poleti. Jaz imam še najraje štele ta dolge, da lahko na hitro kaj povoskam. Da vidim, če še kaj drugega zanimivega, čeprav po moje bom šla kar na tole klasiko. Pa en trik, jaz vedno rada stvari vzemam od ozadij, to me je pa moja babi naučila, da vedno vzamem stvari čim bolj od ozadij, ker spredi ali dajo rok, ki je že hitro pokvarljiv, pa tudi se veš, prvo, ko prijaš, zagrabaš to prvo stvar in zna včasih biti tudi kaj manj produktov, recimo to se mi je zgodilo s telimi, rada potem tudi preverim, da jih je res noter toliko, kaj treba, da potem kaj ne zmanjka. Mehčavci, moj drugi raj, poleg oblačil in čevljev. Tukaj bi dejansko lahko preživela ure in ure. Jaz sem obsedena z mehčavci, ne vem, sem tukaj na YouTubeu to že kdaj povedala, ampak dejansko jih obožujem. Ful rada testiram nove vonje. Če pač je, ne vem, mehčavc lepe oblike, kakšen pinki, taka udarna embalaža me definitivno kupaš. Tako da imam eno tako obsesijo z mehčavci. Ravno mi ga je zmanjkalo, tako da je čas za nekaj novega. Prva vrečka, vzela sem še tole čokoladico, cukor mi je padel, je pa neka proteinska, tako da bomo testirali, upam, da je dobra. Je bilo pa zanimivo, zato ker je prišla prodajalka do mene in rekla, a veste, da ne smete snimati noter? Kar okej, ne razumem čist, naredim in dodatno reklamo, ampak okej, sem upoštevala. Tako da upam, da se mi zdaj to ne zgodi še v Aleji, ker pol od tegale vloga nič kaj dosti ne bo. Držite pesti, evo, jaz pa vstopam. Ne maram imeti stvari po rokah, ko nakupujem, tako da sem šla kar do avta, da se malo sprazno. Mesto tole proteinsko čokoladico jem, dobra je. Sam je bolj žvečljiva, kakor sicer neke navadne čokolade, kar je za proteinske itak običajno. Mehčavc sem dobila. Zdaj pa evo, praznih rok,
šibamo naprej. Pogrešala sem tole. Evo, prišla sem v prvo trgovino z oblačili. Takoj zagledam ene simpatične sandalce, še lepše pa so mi tele majčke. Take se mi zdijo za vsak dan. Evo, recimo tale, pa še nek detajl. Mašnica imam. Tudi tale pismo ni slaba. XL, XXS, L, XL, Infinito. Nima številke. Kaj pa ta? XS, M, XL, XS, XS. SS iščemo. XS, M, XL. Pa se ne moraš verjeti. Ole, kjera huda majčka, Team Bride, za bodočo nevesto in dekliščino mogoče. Evo, če bo katera imela letos kakšno. Tudi tale oblekca mi je všeč. Zdajle vidim, da zamujam. Toliko lepih stvari, da ne vem, kam bi se obrnila. Kaj si mislimo o tem brezrokavniku? Meni je to kopadljiv, ne vem, ni mi všeč, ampak za vsako okus se najde nekaj. So mi pa kjera grozna svetlava. Takole je malo boljš. Na drugi strani so mi pa ful všeč take skice. V bistvu nek tak art izpade. Sem jih na kar velik majčkah v oblekcah že zasledila. Tako da očitno je trend. Obožujem to palerino. Lej to barvo. Wow. Tole oblekico sem se odločila pomeriti, v bistvu v takem leopard vzorcu. Se mi zdi na vsake tukaj, da je kar popularen, tako da v bistvu je nek tak, lahko bi rekla, že skoraj večen kos. Če ga ne boš imel naslednje let, ga boš pa imel čez naslednje let, ko bo ta trend spet prišel nazaj. Luštna oblekca všeč mi je, ker ima dolge rokave. Ponavadi take oblekce pridejo prav zvečer, sploh v tem pomladno-poletnem obdobju, ko je zvečer kar mrzlo in ne veš čisto, kako bi se oblekel. Je pa tole številka 34, pa še zmeri se mi zdi malo velika. Tale pas bi mogla bolj zategniti. Je pa sicer fulušna. Obožujem znamko Michael Kors. Zagledala sem se v tole lepo oblekico. Všeč mi je zato, ker ima visoko vratnik in lahko zapreš čisto skoraj gor do brade. Tukaj ob strani piše takole Michael Kors, pa res taka dolga, prijetnega materiala. Pa tele lepotičke za poleti. Ful lepe. Že vidim, ko bi šla perfektno zraven tale torbica. Eno sicer podobno imam, vam jo magar pokažem doma, tako da zdaj ne vem, ko bi bilo smiselno potem imeti obe. Mi je pa ful všeč tale rjava barva od Michael Korsa, tako dragoceno mi izpade. Pa tale topak je ful lušten. A veste, da so mi ful všeč letos majčke, ki imajo res ekstra tanke naramnice. Ful mi izpade lepo gor na ramenih. Pa še tale vijolična je tudi ful lepa, čeprav tudi bež ni slaba. Dajte mi pomagati, če bi se lahko odločile, a bi bež ali bi viola. To ali to. Pa s kakšnim visokim pasom oziroma visokimi hlačami tole zna izpadati top. Damice moje, zelo sem zaključila, sem dobila nekaj luštnih stvari, ampak grem vsem še naprej. Zdaj bom šla po moje kar v Kika, tako da bo naslednja postojanka BTC. Torbica še očala rabim. Drugač pa se približuje datum predstavitve novih šolskih planerjev za leto 2021-2022, tako da še mal in vam razkrijem nova rokovnika, pa še nekaj drugih novosti, tako da ja, toliko, da vas mal sproti obvestim, kaj se naprej. Tako, prispela tukaj v Tuša, v BTC, kot sem rekla, gremo v Kik. Kik je ful ga imam rada, zato ker je en Primark, sam da ni spet toliko na glasu, ampak ima take ugodne stvari. Če si vzameš čas in če pobrskaš, lahko ful luštnih stvari najdeš. Kaj jaz delam? Kje je kamera? Kje je kamera, sem rekla? Tukaj not imam ponavadi kamero spravljeno in ne, s čim pa snimam. Zmešana glava. A veste, kaj sem opazila? Da zdaj, ko je bila karantina, včasih sem šla tako v shopping center, posnela, ljudje so gledali, ampak me ni zanimalo, važno, da bilo krata. Zdaj pa kar tako opazujem levo, desno, pač nisem več navajena te pozornosti in te gužve in takole, ko snemam pač v zuni in ljudje itak pogledajo, mi je kar tako. Grem iz svoje cone obdobja, no, ampak ful bi rada to premagala, ker obožujem vlogat, obožujem tale današnji dan, shopping, vas.
Tako da ja, se bo minil, samo malo moram spet prijeti v formo. Lej te cene. Človeku se kar nasmeji. 2 evra, 3, 2, top. Tile hude kopalke, drage moje, roza, pa še push-up. Pazi ceno. 3 evre. A se ti hecaš? One eternity later. Pa še to, nekaj bi vam rada še povedala in sicer, ne vem, če ste zasledile, ampak pred dnevi sem na svojem Instagramu objavila en video o popolnosti in dajte ga pogledati, zato ker so bili odzivi na ta IGTV ful super. Nekdo na eni strani sobe in nekdo na drugi strani sobe, lahko sta si čist različna, ampak obema je skupno to, da nista popolna. In jaz vem, da sem včasih rale to rekla, mislim, sej je trapast, ampak tukaj grem res brez filtra. Veliko se vas je najdel in mislim, da bi ti znali biti všeč. Tako da ti bom jaz tukaj dala fotko, da boš našla, kako izgleda. Pa če si ga boš šla pogledat od YouTubea, torej na Instagram, da mi zapiš, ker nekako so mi taki pogovori ful blizu in bi rada večkrat takole ali na IGTV-ju ali pa tukaj na YouTubeu uvedla tako rubriko nekako brez filtra, kjer bi govorila o ženskih težavah, najrazličnejših v bistvu življenjskih problemih, a ne, saj to niso problemi samo, ko imamo ženske, nasplošno pač ljudje in so nekako del nekega našega odraščanja. Tako da, če ti bo všeč, se lahko obrneš potem nazaj in komentiraš, o čem bi rada poslušala. Tako da, ja, pet prečekirati kakšen dan, če ti bo dolg čas, lahko pa tudi takoj. Evo ga, preden pridejo nečaki, ti sam pokažem, kaj sem vzela za njih, ker pol bo džumbus. Najprej, evo za sebe tale klobuček, jaz jih obožujem, za poletje ful dobro izpade. Cena 4,19 €, smešno poceni. Potem je pa tukaj cel kup enih barvnih stvari. Tole za prihajajočega novega člana, za katerega še ne vemo spola, zato je v taki nevtralni barvi. To je ta moja oblekca z dolgimi rokavi. Se bom po moje itak imela na Instagramu za kakšno styling fotko, pa ti rajši tam pokažem. Pa se pa začne, evo, za tamale. To je tak pajacek, ful tak barvit, totalno otroški, gor so narisani delfinčki, pa za spodaj za kombinirati sem vzela evo tole majčko, se mi zdi, da lepo paše. Kaj pravite, tiste, ki ste mamice ali pa tete. Pol tale oblekca, še jaz bi jo imela. Taka rozasta, dolga, mal v bistvu nabrana v spodnjem delu. Školjkice, zvezde, full cute. Pa potem za mojega Aleksandrčka, ena taka majčka, tudi zelo taka pisana, živalice, upam, da mu bo všeč. Aha, tale majčka še za mene, ful je prijetnega materijala, mislim, da je bila 3 evre, tako da definitivno zelo dober nakup, pa taka živa roza. Potem so tukaj ene kopalke, take enodelne, tale, kako je že ta sadež vami? Lubenica, fakt nisem se mogla spomniti. Pa še tukaj je ena oblekica, taka čist lahkotna, poletna. Tako da, to vse skupaj, drage moje, je cel kup enih stvari, ampak je prišlo 50 €, tako da kik je zakon. Ok, tole pa snemam zdaj naslednji dan, zato ker so potem prišli nečaki. Jaz sem šla dejansko domov, tam, kar sem bila včasih in sem se potem igrala z njimi in ful so bili veseli vseh darilc. Zdajle pa sledi še torej preostali del hola. To si itak že videla, no, ko sem sproti nalagala, ampak čist na hiter vid trakovi, mehčavc, tale ustna vodica za pred posodo, tole mi je podarval ful zanimiv, pa bom testirala in sicer take dišeče vrečke, pa je potem ful perilo diši, tako da sem ful fan dišečega perila in bom probala. No, najboljšo stvar sem pa pustila za na konc in sicer vzela sem tale topek, na koncu sem se odločila za kar vijolično barvo, zato ker se mi mogoče za poletje zdi malo bolj primerna. Mislim, se bi tudi bešla, no, ampak vijoličnih stvari nimam neki ful, pa lejti ceno, pač 8 €. Smešno poceni. Zdaj pa res ta zadnja in najboljša stvar je pa, kaj misliš, nekaj od Michael Kors. Tada! Tale
božanska obleka, sem jo probala in bolano dobro paše, s tem, da ni bilo v moji številki in sem jo potem naročila na About You, je prišla in sem ful vesela, ker je pač res lepa, ful udobnega materiala, taka res prijetna, mehka, pa teli detajli, come on, kako sem vesela, pa tale ovratnik, božansko bo izpadal. Jaz gledam zdaj v takem stanju, se pravim naslednji dan je, tako da hvala za ogled tega videa, upam, da si uživala en hol po dolgem času, jaz sem full happy, prav tako, mogla sem, tako da, ja, se gledamo v kratkem spet v novem YouTube videu, do takrat boste lepo, ne se pozabite naročiti moj kanal in jasno me čekira tudi na Instagramu, tam se pa družimo vsak dan, tako da če me kdaj pogreša na Instagramu pod imenom Ivina Lepotilnica, me najdeš. Poljubčki, lepo se imejte lepotice in čau, čau!